Na redni letni skupščini na Brdu pri Kranju, ki je sovpadala s 95-letnico naše krovne nogometne organizacije, sta bila posebne časti deležna Marko Ilešič in Tone Frantar, ki sta postala častna člana Nogometne zveze Slovenije. Oba sta imela pomembno vlogo pred 25 leti, ko so bili ob nastanku nove države postavljeni tudi temelji sodobne nogometne zveze. Ne moramo reči, da smo jo postavili na novo, ker Slovenska nogometna zveza je bila že prej dobro organizirana. Res, da kakšnih uspehov pri rezultatih ni bilo, ampak sicer pa je funkcionirala tako, kot se spodobi. In tisto, kar je bilo najvažnejše, je nogomet Slovenije bil zdrav, je bil pošten, s kakšno izjemo sem pa tja, tako da je potem bilo treba samo to povzdigniti na višji nivo. Ampak temelji so postavljeni že pred 90 ali 91 letom. Ne? Pač pa je, mislim, da je tisto, kar nam je uspelo vsem skupaj, z igralci na čelu do funkcionarjev, vsem skupaj dvigniti samozavest. In to je v razmeroma kratkem času privedlo tudi do mednarodnega ugleda in tisto, kar je najvažnejše, do mednarodnih primerljivih rezultatov. Priznanje za Toneta Frantarja je prevzel sin Marko. Velika čast, veliko zadovoljstvo, ne samo za njega, ampak tudi za vse tiste, ki smo z njim, poleg njega, ne samo v družini, ampak v nogometu. Lahko rečem samo, da mu zelo, zelo veliko pomeni. In kakšni so spomini na obdobje, ko je bila tako rekoč celotna družina povezana z nogometom? Lepi, lahko rečem, da samo lepi. Vedno je bil pri nas nogomet na nek način na prvo mesto. Mami je bilo to manj všeč, ampak lepa potovanja, številne tekme, uvrstitve na svetovna prvenstva, na evropska prvenstva, samo lepi spomini. Z novo nastalo državo se je takrat leta 1991 na mednarodni oder prebijal tudi slovenski nogomet. Marko Ilešič, Tone Frantar in sodelavci so se odločno posvetili temu cilju. Smo nekako uspeli, da smo res zelo hitro postali člani FIFA in UEFA, tako se veste, da so trije naši klubi že leta 1992 igrali v evropskih pokalih. Maribor z Atletikom, Olimpija z Milanom in Izola z Benfico. To je bilo čez noč pravzaprav. V okviru iziskanja neke identitete je bil takrat šport verjetno poleg kulture nekaj najbolj pomembnega. Res, da takrat sicer uspehi niso bili taki, kot so sledili po koncem 90-ih in rečemo tistih zadnjih 15 letih. Pa si je bilo moč takrat predstavljati, da bo prej kot v 10 letih Slovenija na evropskem prvenstvu, Maribor pa v Ligi prvakov. Skoraj ne. Ampak dobro, najprej so bila ta presenečenja z Mariborom in slovensko reprezentanco, potem tudi v drugih kategorijah mladih, v malem nogometu, v futsalu, kot se to moderno reče. Zdaj pa vidim, da je seveda tudi organizacijsko in finančno nogometna zveza postala tako trdna, tako solidna organizacija, da to bo prineslo tudi še nadaljne rezultate. In še tema, ki je morda bolj kot takrat v Sloveniji aktualna danes, umestitev nogometa na mesto, ki mu pripada. Res pa je, da v nekaterih državah, vse vemo, o kateri govorimo, je pa nogomet vse. Tako da se tudi v krogih, kjer se gibljem, ki niso nogometni, torej nogomet odpira vsa vrata. Spomnim se, kako so me kolegi naslednjo jutro po zmagi z Rusijo, takrat v Mariboru po kvalifikacijah za Južno Afriko, so mi nasplošno čestitali. To tisti, ki se ne zanimajo čisto za nogomet, pa spremljajo. Marko Ilešič in sodelavci so pred 25 leti Nogometno zvezo Slovenije postavili na evropski in svetovni zemljevid. Njihovi nasledniki so zastavili smele cilje, da ob 100-letnici postane v vseh pogledih vodilna domača panožna zveza.